V času, ko je bila v našem mestu ustanovljena gimnazija, Novo mesto še zdaleč ni bilo tako cvetoče in razvito kot danes. Poleg gospodarske stiske zaradi upada trgovine in obrti so prebivalstvo pestile bolezni, najpogosteje kuga, ki je rečila prebivalstvo. Zavedali so se, da se šolan človek lažje spopada z življenjskimi težavami in da se mu široko odpirajo vrata tudi v kulturno ustvarjanje in napredovanje na vseh področjih. Časi za ustanovitev novih šol pa so bili zaradi razsvetljenske politike Marije Terezije, ki je bila velika podpornica izobraževanja, ugodni. Pouk se je na novomeški gimnaziji pričel 3. novembra 1746 v prostorih frančiškanskega samostana. Ob začetku pouka je imela takratna gimnazija za 6 razredov le 3 profesorje. Učencev je bilo 66, v prvem razredu 30, v drugem le 9, v tretjem komaj 4, v četrtem 11, v petem samo 8, v šestem pa le 4. Na koncu prvega letnega poročila je takratni prefekt, ali kot danes rečemo ravnatelj, zapisal: "S to majhno in skromno čredo se je pričel novomeški študij." Pravico do šolanja so imeli le fantje. Frančiškani, njihovi profesori in vzgojitelji so nanje budno pazili. Gimnazija je bila organizirana na podlagi navodil cesarja Karla VI. Iz leta 1735, ki je zahteval, da se mora pouk približati potrebam vsakdanjega življenja. V gimnazijah so tako poleg verouka in latinščine začeli poučevati tudi zgodovino, zemljepis, aritmetiko, prirodopis in grščino, posebno pozornost pa so namenjali učenju nemškega pravopisa. V šole so sprejeli tudi revne dijake, ki so bili izrazito nadarjeni. Te so podpirali štipendijami. Vsem dijakom je pod pretnjo najstrožje kazni prepovedano nositi orožje kot pištole, nože, bodala in podobno. To pravilo so posebno težko upoštevali dijaki plemiškega rodu. Šolska pravila so bila v 19. stoletju veliko strožja in neprimerljiva z današnjimi. Dijaki pa so bili v primeru kršenja teh pravil kaznovani z zaporom in telesnimi kaznimi. Mestni stražniki so z velikim veseljem tožili dijake, kadar so kršili horo legalis, tako da jih je moral ravnatelj prositi, naj vendar ne bodo tako vestni, saj ne more dijakov kar naprej kaznovati. Zahajanje v gostilne, prenočevališča v mestu, posebno pa zunaj mesta, je pod pretnjo zapora in izključitve strogo prepovedano. Z grožnjo izključitve je prepovedano vsakršno prijateljstvo z drugim spolom, posebno pa pogosta shajanja na domu, ker so sumljiva. Gimnazija je bila izrazito moška ustanova, prvo dekle je v šolske klopi sedlo šele v šolskem letu 1908-9. Na začetku 20. stoletja je bilo v Novem mestu 2759 ljudi in kar 33 gostilen, 1 na 83 ljudi. Obisk novomeških gostilen je bil dijakom prepovedan že od same ustanovitve gimnazije. Vendar kljub prepovedi so sčasoma šolske oblasti popustile in dovolile obiskovati gostilne dijakom 7. in 8. razreda. Gostilničar Max Brunner, nekdanji lastnik restauracije Breg, se je opogumil in ravnateljstvo šole zaprosil, naj dovoli dijakom zadnjih 2 razredov obiskovati njegovo gostilno. Ravnatelj je to dovolil, a le pod pogojem, da se dijaki ne bodo prekršili proti veljavnim disciplinskim pravilom. Leta 1910 pa se je začela tudi uresničevati večletna zamisel, da je treba zgraditi novo gimnazijsko poslopje, to, v katerem smo še danes. Zidali so ga od septembra 1910 do septembra 1912. Šolsko leto 1912-13 so torej pričeli v novem poslopju. Gimnazija pride v državne roke in frančiškani počasi prenehajo poučevati. Na gimnaziji je bilo vedno več deklet. V svoji dolgi zgodovini je gimnazija Novo mesto doživela in preživela razburkana obdobja. Vojne, različne politične sisteme, številne šolske reforme in spremembe programov. Po prvi svetovni vojni je bila večina šol poslovenjenih, med njimi tudi novomeška gimnazija. Slovenski jezik je zamenjal nemškega kot učni jezik in kot eden najpomembnejših predmetov. Med drugo vojno je šolsko telovadnico zasedla italijanska vojska. Prek 200 dijakov, ki so simbolno demonstracijo počastili praznik Kraljevine Jugoslavije in s tem izrazili nestrinjanje z italijansko okupacijo, so fašistične oblasti izključile iz šole. Zanje je bila po več stanovanjih v Novem mestu organizirana ilegalna gimnazija, vendar je trajala le 2 meseca. Med drugo svetovno vojno je bil pouk zaradi številnih aretacij med profesorji in dijaki, slabih povezav ter bombardiranj večkrat prekinjen.
Leta 1956 je iz 8-letne oziroma nižje in višje gimnazija postala 4-letna, saj je bila v Sloveniji uvedena enotna 8-letna osnovna šola. Kot povsem nov sklop predmetov je bila v predmetniku uvedena tehnična vzgoja z obveznim delom v proizvodnji. Vse pomembnejša postaja obramba in zaščita in sociologija, ki je bila utemeljena na marksističnih principih. Sredi 60-ih, z ukinitvijo učiteljišča, se na gimnaziji uvede nova pedagoška smer. Na gimnaziji Novo mesto vpisujemo oddelke splošne gimnazije, v športni oddelek, oddelek klasične gimnazije ter maturitetni tečaj. Šola ima 22 učilnic ter specializirane učilnice za pouk fizike, kemije in biologije ter učilnico za pouk informatike, ki so opremljene s sodobno učno tehnologijo. Ostal je le še gel, se vročina mi upira, se še rad se smeje mi. Bi postavil se na noge, pa od šampanca se vrti. Le kot hodi moja muza, le v čigavi družbi je. Zaključek gimnazijskega izobraževanja je matura, na kateri naši dijaki vse skozi dosegajo izjemno dobre rezultate. Matura je v 10 letih opravilo 2186 dijakov, od tega je bilo 111 zlatih maturantov. V šolskem letu 2005-2006 je bil uspeh do sedaj najboljši, v povprečju 22,5 točk, 24 zlatih maturantov, od tega 5 z najvišjim številom točk. Dandanes obiskuje šolo približno 940 dijakov v 33 oddelkih. Na šoli poučuje 65 učiteljev, vseh zaposlenih je 75. Dijakom so na voljo tudi knjižnica s čitalnico, 2 telovadnici in fitness. Na šoli se ponašamo z najstarejšim šolskim glasilom v Sloveniji, saj stezice izhajajo neprekinjeno že od leta 1953. Mnogi literarni in likovni ustvarjalci so začeli svojo umetniško pot ravno v stezicah. Tudi danes so namenjene mladim pisateljskim talentom, fotografom, likovnim ustvarjalcem. S pomočjo računalniške tehnologije jih opremijo dijaki sami. Gimnazijski vsakdan pa ni namenjen le pouku in učenju, dijaki se vključujejo v številne dejavnosti izven pouka, kot so šport, kultura, tekmovanje v znanju. Svoje interese dijaki zadovoljujemo tudi v sklopu obveznih izbirnih vsebin, ki ponujajo najrazličnejše možnosti dodatnega poglabljanja znanja in razvedrila. Zagotovo so med najbolj priljubljenimi ekskurzije po Sloveniji in Evropi. Na šoli so delovale različne glasbene skupine. Ponavadi se predstavijo na novoletnem koncertu, ki ga dijaška organizacija pripravi dan pred božično-novoletnimi počitnicami. I'm losing control, don't know what it's right or what is wrong, don't know what it's right. People here are nuts to believe in. There's the truth and nothing that you hide can. Live is everywhere and around us. Can't help myself to get some feeling. Na šoli je še posebej pestro pred božično-novoletnimi prazniki, ko je v atriju dobrodelni bazar. Na njem dijaki pripravijo stojnice, na katerih prodajajo različne izdelke. Izkupiček gre v dobrodelne namene za pomoč socialno šibkejšim dijakom.